Lep pomladni pozdrav. Bliža se čas piknikov, uživanja v naravi, zato sem za vas bom pripravila eno tako dobro jed, ki jo pogosto pripravljate na pikniku. Ampak moja jed bo pripravljena tako, kot jo pripravljajo pri naših bivših narodih na takšen način. In sicer pripravila bom pleskavice, pa tudi malo čevapčičev. Za pleskavice uporabimo polovico mlete govedine in polovico svinjskega mesa. Skupaj zamlejemo in potem dodamo sol, solimo in dodamo poper. Sedaj bom to maso gnetla nekaj časa, da se bodo vlakna povezala in jo bom postavila za 2 uri v hladilnik. Tako, maso sem dovolj pregnetla, vidim, kako se povezujejo vlakna med sabo in seveda zdaj to maso dam na hladno. Tako. Med tem časom, ko masa počiva, bom jaz pripravila krompirjevo solato. In sicer malce drugačno solato krompirjevo, kot smo jo vajeni, ko pripravimo čisto enostavno krompir, pa potem preliv gor. Jaz bom uporabila kuhan krompir, potem pa še dodatke zraven. Krompir bom narezala na rezine. Krompir sem seveda prej skuhala v olupku in ga olupila. Zdaj je že krompir hladen, tako da se lepo reže. Tako. Zdaj bom dodala krompirju malo narezanih kumaric kislih na kolobarčke. Lahko dodate pa tudi sveže kumare, ko bo sezona za njih, oziroma v trgovini že itak lahko kupimo. Dodala bom malce sveže paprike rdeče, zato da bo ta solata barvita. Potem dodam eno dobro žlico pora narezanega na kolobarje, potem drobnjak narezan, svež. Potem malo gorčice. In sicer uporabila bom gorčico v zrnu, ker je malce bolj pikantna, ker bo bolj prijalo k pleskavici. Malce česna seklanega. Solim. Popram. Dodam nekaj majoneze. In pa par žlic kisa. Solata je malce kisla, bom dodala še malenkost vode. Pa tudi krompir rabi nekaj vlage, da bo solata ostala sočna. Tako. Solata izgleda tako pisano, lepo. In zdaj tudi solato postavim lepo v hladilnik na hladno. Masa za pleskavice je dovolj časa počivala v hladilniku.
Zdaj bom nekaj mase vzela v stran, in sicer za par čevapčičev. Takole. In bom tej masi za čevapčiče dodala malce česna. Masi za moje pleskavice bom pa dodala kislo vodo. Takole. Potem dodam precej nasekljane, drobno sekljane čebule. Čebule za pleskavico ne smete zmleti na strojček, ampak jo resnično morate sekljati, da ostane taka drobeča. Tako kot riž, a vidite? Kar precej čebule dodamo. In pa dodamo še nekaj ostre rdeče paprike. Tako, dala sem malce več, upam, da ne bo preveč pikantno. In seveda zdaj to maso premešam. Maso za pleskavico morate narediti sproti. Ta masa naj ne bi bila narejena prejšnji dan. Lahko naredite prvo fazo, to pomeni, da meso pomešate s soljo in poprom, pa potem drugi dan nadaljujete, predno boste začeli peči. Kaj se zgodi, če vam ta masa dolgo stoji? Zgodi se to, da čebula spusti vodo in potem masa posivi. In pa tudi začne čebula imeti tak neprijeten vonj in potem ni to dobro. Evo, vidite, zdaj imam maso bolj prožno, bolj mehko, bolj rahlo. Zdaj, če še želi kdo večjo pikantnost oziroma bolj pikantno to pleskavico, lahko doda tudi kakšen feferon, kajenski poper tudi je lahko, ampak že tudi ostra paprika je dovolj, če jo dodamo. Tako, evo, krasna masa za veliko čebule. No, za čevapčiče pa samo dodam malce česna, sem rekla, pa malce vode. In bom to zgnetla v maso za čevape. Sedaj bom pa oblikovala pleskavice in čevape. Vzamem malce vode, da si roke zmočim in oblikujem čevape. Tudi za pleskavice vzamem določeno količino. Jaz bom naredila manjše pleskavice. Z mokrimi rokami in tudi na mokri površini oblikujemo v pleskavico. Jaz bom danes čevapčiče in pleskavico spekla kar na plošči, na ponvi. Vi boste pa poleti oziroma v toplih dnevih si privoščili piknik v naravi in boste take zadeve, take dobre, krasne jedi popekli zunaj na
roštilju. Evo, takole. Maščoba je vroča. Tako, moja jed je pečena, zdaj še samo serviram. Takole. Še dodam 2 čevapčiča, oziroma 3. Ker je pa to pleskavica, tista ta prava, pa sodi še zraven povrh nje malce sekljane čebule. Evo. Takole, jed za na piknik je končana. Pripravite si kdaj to, da ne bo pri pikniku samo paradižnik, paprika in pa čebula narezana, ampak da je kdaj za osvežitev, za prilogo tudi kakšna solata z dodano zelenjavo in pa mogoče pleskavica pripravljena malce drugače na pravi tradicionalni način. Želim vam veliko užitkov ob pripravi hrane v naravi in pa dober tek.